Čas je za nov podcast Zevo. Danes je z mano gost, ki ga trenutno spremljamo na odru v hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas. Ne samo, da ga lahko spremljamo, zanj navijamo in smo vsakič po nastopu tudi navdušeni, včasih morda tudi šokirani, zato ker sam tako zelo dobro preseneti in opravi svoje delo. Je seveda glasbenik, lahko ste ga spremljali tudi na radijskih postajah, predvsem pa je to fant, ki ima za sabo zgodbo, od dvomov, kritik, tudi zasmehovanja, pa do tega, da danes gradi nekaj posebnega. Glasba je tista, ki je vodilo skozi njegovo celotno življenje. David Amaro, zelo sem vesela, da si danes z mano. To je pa eno lepših napovedi, ne? Hvala. Tako da jaz bi kar da še kaj poveš. Aha, bi ti zdaj še malo tihnil, pa da grem naprej. Dobro, bom še malo ti laskala. Ne. Čisto dovolj, veš, da tudi odviška glava boli. V takih primerih, v takih primerih, tako da hvala, me veseli za povabilo, no. David, začela sem seveda z oddajo, z hrvaškim odrom, ne morem mimo tega, zato ker se mi zdi, da se pa zdaj res bolj kot ne vse vrti okrog tega. Vsakič po oddaji je splet poln posnetkov, komentarjev, zažigaš, če lahko rečem po domače, sploh ko je treba iti v kakšne ženske preobleke. Sam to dobivam. Ja, zdajle ta zadnja Jelena Rozga, so vsi padali na rit dobesedno, kako dobro si to opravil, hkrati pa kakšna dobra postava. Jaz bom rekel tako, da vsekakor so to zelo veliki izzivi. Mogoče celo večji, kot sem si jaz mislil. Biti ženska je zanimivo enkrat, dvakrat. Jaz gledam svoje neke moške perspektive. Jaz sem zdaj v tem šovu od 7 oddaj že 5-krat bil ženska. In to ne kar ena, ne. Vedno so neke dive, neke zelo močne, ki jih ljudje poznajo. In to ni lahko. Tako da sem kar šel čez neko tudi, ko bi rekel, identitetno potovanje, no, da v vseh teh ženskah nekako tudi ne zgubim sebe, predvsem pa del sebe, ki sem ga z leti tudi malo bolj razvil, in to je mogoče ta neka malo sem si bolj dal roko z nekim svojim moškim egom, no. Tako bom rekel, ker ta moški ego velikrat prav pride pravzaprav v karieri in v življenju, in v tem primeru sem ga pa mogel malo dati spet na stranski tir. In obleči tiste najlonke in ni, kaj se vsak teden tule ne dogaja. Tako da me veseli, da če nič drugega, no, da to pride lepo ven in da so ljudje tudi z navdušenjem vse to sprejeli, no. Ne samo pri nas, ne samo na Hrvaškem, tudi iz Španije so se ti oglašali, a ne? Si. Tudi v Španiji, ja. Tista prva imitacija, no, ko sem bil Španka, Melody Esa Diva, to je recimo nastop, ki ga jaz sploh poznal nisem, je pa je zelo popularen, no zdaj vem, da je, ne, po celi Evropi, ker to je bilo na Eurosongu lansko leto. In ta cel nastop je v bistvu mi prinesel eno veliko bazo ljudi iz Španije, ki so mi začeli slediti, pisati in zdaj tudi reagirajo na te neke imitacije, kot so Jelena Rozga, pa Toni Cetinski, ko sem bil pa tako, pa nimajo pojma, kdo so ti ljudje, ampak njim je to maravilloso, wow. Tako da zelo ena zvesta publika se tam rojeva in mi je to tudi en nov del, ki mi je kar zanimiv, ker nisem šel še ven z neko publiko, ne, izven Balkana. Tako da ogromno enih zanimivih stvari mi ta oddaja že zdaj le prinaša, no. No, ni to prvič, ne, da si del kakšne takšne oddaje, tudi pri nas si bil v oddaji Znan obraz ima svoj glas. A bi lahko rekel, da je velika razlika med enim in drugim šovom? Že kot prvo je pač drug jezik, ki vseeno verjetno je malo drugače dajati izjave v drugem jeziku, razmišljati. Ja, v bistvu je. Pa zdaj jaz sem tudi starejši, ne? Jaz sem bil takrat star 26, pa bil sem tudi nekdo, ki je na novo začenjal kariero. To je bilo 7 let nazaj. In jaz takrat nisem gledal na neke stvari, tako kot gledam zdaj. In v bistvu je to bilo super.
za šov, ker sem zelo šel s tako neko naivnostjo vse in nisem v ničemer videl nič slabega. Ne? Potem pa z leti človek malo tudi razvije vid, ne? In vidiš, da se okoli tebe kdaj dogaja tudi stvari, ki niso najboljše. Ne? Predvsem pa mislim, da z leti človek pa tudi razvije nekaj, ker je starejši, ki si in bolj, ko si svoj, je malo tudi kdaj si manj prilagodljiv. Ne? Jaz sem v Znanem obrazu bil veliko bolj prilagodljiv, kot sem tule. Tukaj pa dobivam veliko težje izzive, kot sem jih pa v Znanem obrazu. Tako da ta del je recimo meni zelo, zelo težek. In se z njim spopadam vsakodnevno, da nekako naredim najboljši nastop, ki ga lahko, in da hkrati ohranim neko svoj jaz. Ne? In ta del mi malo povzroča težave. Kar se pa tiče produkcije in vsega, je pa pač na Hrvaškem to 10-krat večje. No? Mislim, tudi ne pretiravam, ko rečem 10-krat večje, pa ne zato, ker bi pri nas v Sloveniji bili slabši, recimo Pop TV je to odlično naredil in je ta oddaja res en steber, se mi zdi, ki manjka pravzaprav za Slovenijo in za slovenske glasbenike, ampak tam je pač na Hrvaškem ekipa večja. Ogromna. Mislim, mi govorimo pri nas, recimo imaš v samem make-upu, upam, da zdaj ne govorim napačnih informacij, da me ne bojo, ampak mislim, da jih imaš tam do 7 ljudi, 8, tam jih imaš 25, ki rihtajo, da ste vsi, ne? Tako da poštimani in da to vse teče tako, kot je treba. Tako da je kar neki razlik in jaz bi lahko s tabo pravzaprav govoril 2 uri o vseh razlikah, ki jih občutim, ampak mogoče je glavna ta, da sem jaz zdaj drugačen, kot sem bil takrat. In da drugače tudi konec koncev vse skupaj dojemaš. Verjetno, ne? Tako Življenje v Zagrebu potem zdaj? Ga ni. Oddaja snemanja, to je to vaje. Ja, veš, ko sem se prej pogovarjala, pač ja, Zagreb je stvar, ki ga jaz ne videvam. Grem na zajtrk tam v en sosednji lokal. Nekih druženj tudi ni, ker jaz sem od majhnega v tem poslu in ga zelo resno jemljem in jaz kar lahko počivam, no. In niti hodim ven se družiti, niti so to stvari, ki so mi pomembne, ker mi je pomembno predvsem, da jaz nastopo delam, tako kot je treba. Ampak to je tako malo športni nek pristop pravzaprav, da ti moraš od jutra do večera na sebe paziti tudi, kako govoriš, a je vredno iti na to in to pijačo z nekom, a veš, koliko spiš in tako naprej. Tako da moj Zagreb, dragi, mislim, da se bova podružila šele, ko se vse to konča. Zdaj sem tam že 3 mesece, pa pol 4, no. In največ, kar sem ga lahko izkoristil, sem pač ga, ne. Ampak mogoče, ena mala razlika je samo ta, da je v Zagrebu recimo življenje me zelo presenetilo, da nisem mislil, da so oni pravzaprav zelo tako je odprt narod. Malo mi gre že proti Italiji na nek način. No? Tudi kar se mode tiče, pa nekih teh stvari, ki so tudi meni blizu. Nisem mislil, da so tako. Evo, to je nek... To si bil malo presenečen. Ampak ni pa zdaj nekaj, da sem toliko neseznanjen bil v Zagrebu. Vse nam je tako blizu. Ne? Ja, pa tudi mogoče se mi zdi, da ko gremo nekam ven, da smo bolj dovzetni, bolj opazujemo. Verjetno še oni sami ne vejo, da imajo tako. Prvič to, ali pa mi v Ljubljani recimo kdaj, ko smo, ne vem, v centru mesta na pijači, se mi zdi, da takrat uživaš v družbi, ki si, ne pa da bi razmišljal, pa sej pri nas, pa tudi moda je takšna, pa takšna. Tako gre kar mimo nas, ko pa smo nekje v tujini, pa mogoče tudi z drugačnimi očmi malo vse skupaj pogledamo. Ne? Pa tudi, mislim, strinjam se. Pika. Kaj ne, pika kast. David, moram se dotakniti, ker zdaj si pa že parkrat omenil da je zdaj pa nekaj let minilo, pa malo si tudi moški ego omenil, pa da si starejši, pa tako naprej. Jaz sicer zelo dobro vem, kaj s tem misliš in kaj hočeš s tem povedati, ampak sem pa prepričana, da morda kdo na drugi strani tega ne ve. Kaj je tisto, kar v bistvu s tem želiš poudariti? Kaj je David danes drugačen od tistega Davida izpred, 7 let? Mogoče to, da zelo pazim na svojo
energijo, predvsem na to, da se poslušam. Moram reči, da sem zelo malo tako, ko gledam za nazaj, sem jaz pravzaprav vedno sebe slišal, ampak nikoli si nisem dejansko prisluhnil. To je neka mogoče ena taka mal razlika. Jaz sem recimo pred leti veliko nekega svojega časa vlagal v situacije in v ljudi in v neke zadeve, ki mi niso kaj preveč dobrega prinašale. V želji, da sem všečen, ne. Jaz dvomim, da bo to šlo, čisto 100% kadarkoli. Mislim, da je to nekaj, pač vsak od nas želi biti ljudem všečen na nek način, ampak ne pa za vsako ceno, ne. In mislim, da je recimo pred leti bi se jaz mogoče, ko bi bil v Zagrebu, veliko svojega časa posvetil temu, da sem okolici in ljudem okoli všeč, zdaj pa recimo pazim na svoj čas in da se z nikomer ne družim, ker vem, da je to potrebno za to, da sem jaz zdrav in da oddelam tako, kot je treba, na primer, ne. Prišla je neka zrelost, ki je bila tudi potrebna, da nisem... Zdaj mi je tako zelo zanimivo, ne, ker sem v tem obdobju prišel do tega zaključka, da sem nekdo, ki se je naučil, da ne verjame več ljudem toliko na besede, ampak spet sem nekaj v zadnjem obdobju, se mi je spet nekaj zgodilo, kjer sem dojel, da še vedno pa ne, tudi to delam, ampak mogoče prej to zdaj končam, ne. To. Se mi zdi, da vseeno živimo trenutno v nekem takšnem obdobju, kjer smo vsi še vedno tu pa tam tudi naivni. Čeprav, ker verjameš v dobro, ker verjameš v to, da morda nekaj drži, da nekaj velja, da če se ti trudiš, se bo tudi nekdo na drugi strani in tako naprej. Ampak se mi zdi, da je to tudi majčkeno človeško, oziroma da se to mogoče nikoli zares v celoti ne konča, če ima človek v sebi dovolj te neke empatije pa srčnosti. Ker če pa to popolnoma izklopiva... tako me to lažijo, ja. Tako me ljudje to lažijo. Saj slišiš, kako takoj imam izgovor, zakaj je to tako, ampak se strinjam. Če sebe zdaj dam v nek tak položaj, ali pa konec konca tebe, ka vem, da si tudi takšen, kaj pa pol, pa če pa to vse čisto izklopimo, pa tudi del sebe izklopiš. Valjda, mogoče, veš, zelo sem v zadnjem času začel gledati na neke športne zadeve. In mogoče celo neke športnike sem si mogoče začel vzemati malo bolj kot vzor. Kot pa recimo show business, ki je pravzaprav ena zelo nestabilna stvar. In zelo težko je poslušati besede nekaterih ljudi show businessa, ker veš, cela ta pot je velikrat tudi stvar manipulacije, kako je prišel nekdo do nekega cilja. Pri športu je pa velikrat stvar discipline in stvar neke vizije, ki jo ti imaš in od nje ne odstopaš. In sem se to recimo zelo začel, ampak zdaj sem še v začetnih stagih tega svojega navdušenja nad športniki. In mislim, da je čas, da začnem tudi jaz malo drugače na to gledati in ne več vzeti vzornike ljudi iz tega posla, v katerem sem, ker mi to velikrat pravzaprav ni prinesel nič kaj preveč dobrega, ampak da malo začnem gledati zelo bolj kolerično na samega sebe, disciplinsko. To in to, David, ne boš si dovolil, da se to in to zgodi, zato ker imaš nek cilj, ki ga moraš, ne? Jaz mislim, da se nek Novak Djokovic ne ukvarja s tem, kaj, ne vem, kako je nekdo nekaj njemu krivega naredil, oziroma kako je nekdo se grdo do njega obnašal, ali pa kako je nekdo ga izigral, manipuliral z njegovim poslom, ampak s tem, kako on naredi zdaj to, samega sebe, najboljšega igralca. Ne? In jaz mislim, da je čas, da jaz tudi malo začnem na ta posel tako gledati, ker se mi zdi, da je izguba časa, da stalno verjamem besedam ljudem in potem se spet razočaram in tretje. Se mi zdi, da zmagujejo pravzaprav v življenju in v poslu najbolj športniki, da imajo nek železni mindset. A bi zase rekel, da si bil naiven? Seveda, mislim, še vedno sem. Še vedno sem in še vedno dajem čas v neke odnose, morda. Pravim spet samo na začetku. Ki me potem na koncu tudi znajo kar razočarati. Ampak zelo jaz to pa odstranim, ker se vzbudi zdaj mogoče ta nek moj športnik, ki ve, da je to prepreka, ker jaz 20 let sem v tem poslu,
on and off, ampak sem z glavo v tem poslu 20 let in jaz vem, kaj je moj cilj. In zdaj ta cilj, če so neki ljudje, ki mi ta cilj, kako bi rekel, otežujejo in mi ga mal poprejo, jaz pa preglih ne maram, potem moram te ljudi odstraniti. Ampak zakaj pa misliš, da sploh pride recimo do trenutka, ko ti nekdo otežuje, recimo? Sej ne delajo to za nalašč. Sej jaz tudi, veš, tudi stvar je tudi, da mogoče tudi jaz nekomu otežujem pot. Mislim, da ne bo, veš, ne more človek biti tudi drugi so ti krivi za vse, nikakor ne. Jaz samo mislim, da pač so trenutki, da ljudje nekateri nismo za skupaj in kar silimo v prijateljstvih, ne, tudi v poslovnih sodelovanjih, kar silimo, da bomo delali skupaj, jaz pa to ne želim več. Ne? In počasi se učim, se pravim, nek odnos, ki se zdaj zgodi na tak način, pri meni zelo, zelo kratko traja zdaj. Medtem, ko prej pa trajajo leta in leta. Ker sem kar hotel, pa kar bil naiven, da se bo to spremenil. Pa verjamem, da na drugi strani oseba tudi. Ne? Na koncu. Kaj je zate tisto pravo prijateljstvo? Kaj bi rekel, kdo si v tvojih očeh zasluži ta naziv? Lojalnost. Jaz bom rekel, da nekdo, ki ti je lojalen za tvojim hrbtom, nekdo, ki ti je lojalen doma, tudi ko je sam, ki pravzaprav, a veš, pravi prijatelj je tisti, da če jaz samega sebe doma vprašam, kaj si mislim o tej in tej osebi, iskreno, prav iskreno, doma sam imam s seboj pogovor in ali je to človek, ki mi daje nekaj. In če imam jaz same besede, ampak res moram iskreno se sam sabo pogovarjati, in če imam jaz same besede ne rabim same, ampak večinoma pozitive, to je prijatelj, ki je vreden mojega časa in truda. Na drugi strani pa prijatelj, ki mi bo šel v bran. Ne vedoč tudi, ne? Že s svojim pristopom, da ljudje vejo, da nimajo kaj čez mene tej osebi govoriti. Recimo, če pa že imajo, da je ta oseba nekdo, ki se bo tudi za mene zavzel na koncu dneva. Veš, na koncu je vedno najslabše tudi to, ko imaš ti nekaj ljudi, ki se odločajo biti nevtralni. Ne? Jaz mislim, da v življenju včasih potrebno vzeti strani. Naučil sem se tudi to. A veš, ker smo tako, veš, ne more vsak biti že sam dober. To se mi zdi ena zelo jasna stvar. Preprosto mislim, da ti srce zelo dobro ve, katera stran je iskrena stran in katera ni, oziroma katera stran je boljša zate in katera ne. In to so recimo stvari, ki sem jih tudi zelo mogel razčleniti, kdo so ti pravi prijatelji. A jih je veliko odpadlo? Ne veliko, ker nisem jaz niti imel toliko veliko, ampak ene par pa tudi to mislim, da ne, zdaj čisto odpadlo. Niso to ljudje, ki bom zdaj rekel, to pa zdaj smrdijo, a veš kaj mislim? Nikakor, ne. To so pravzaprav še vedno dobri ljudje, samo pač jaz mislim iskreno, da niso ljudje zame v tistem obdobju bili in niti jaz za njih in da je to tudi fair. In da jaz lahko rečem, da ne želim tega človeka, zaradi svojih ciljev, ki jih imam, zraven sebe. Ne? Moj cilj oziroma moje življenje pa je glasba. In ta posel, ki me je veliko tudi rešil. In evo, rešil me je na koncu tudi nekih odnosov, ki niso bili dobri zame. No? Zdaj, rekel si 20 leta, ne? Tako, kar seka ven, krat 2 glasno sem slišala. V bistvu je zdaj že 21 let. V bistvu, bil je oktober 2005, ko sem prvič se prav začel ukvarjati s showbiznisom. Kako, na kakšen način in koliko si bil star? 12 sem bil star, letos bom 33. Takrat sem se veš, kaj sem jaz delal? Jaz sem pri 10 letih, to je nek športni, ki sem videl neke povezave, ne? Gledal sem videl sem nekaj, ko je Novak Djokovic, spet ga omenjam, ampak ponos Balkana, ne. Omenjal, kako je on kot mulc sebe predstavljal si, ampak ni zdaj imamo besedo za to manifestacija, ne. Oziroma vizualizacija, ne. Tako, mi nismo takrat imeli besed za to, ne. In on je takrat v bistvu sebe si predstavljal, kaj bom jaz, ko bo se dogajalo to in to, ne, ko bom Grand Slam osvojil, ko bom Wimbledon in tako naprej. Bil je star 9 let.
Jaz sem pri 9 letih sebe pripravljal, a brez da sem jaz kadarkoli stopil sam na oder. Pripravljal in klical založbe po Sloveniji. To so bile Nika Records, Menard, Dallas. Potem sem najdel neke manjše in jaz sem klical pri 9 letih. Dober dan, moje ime je David Dekić, ker sem moj pravi priimek je Dekić. In jaz bi bil pevec. Kako to naredim, ne? In oni so takrat, ne bom pozabil nikoli, kako je ena gospa samo tam, ja, bo pa treba kako kaseto poslati, ne, pa bomo mi potem lahko to preposlušamo, pa kako pa posnamem kaseto. Jaz sem bil sem vedel, da je to nekaj, kar želim delati. In ker mi je glasba od malega nekaj ustvarjala. Sem pa potem 3 leta kasneje, no to me potem seveda se nič ni zgodilo iz tega, pa me pa 3 leta kasneje na televiziji je bil oglas, na takratni TV Paprika, iščemo mlade talente in je bila neka oddaja Veselje mikrofon in takrat je to vodila Tanja Žagar. Jaz sem se prijavil in v istem tednu se potem prijavil še na prvi Glasek Gorenjske, ki je tudi bil tekmovanje za mlade talente. In jaz sem potem v enem mesecu v sebi naredil že renome, da sem jaz pevec, ker sem potem šel na to oddajo, postal glavni car na šoli, vsi so glasovali zame, prišel do finala in tako. In dobil potem tudi ponudbo strani takratne založbe Gong Records, Mikija Šarca in Tanje Žagar za sodelovanje. In jaz sem zelo tako resno pristopil k temu. In bil tako, dajmo. In bil takoj vržen dobesedno v show biznis. Jaz mislim, da ti si takrat imela si ti bila takrat na radiju že? Ne smeš reči. Na Aktualu. A takrat 20 let nazaj nisi bila na Aktualu. To še ni obstajalo v Aktualu. Sem bila na Aktualu. Kdaj se je začel Aktual? Kdaj se je pa začel Aktual? Je bil RGL 2007 se je začel. Jaz vem, da si ti bila tudi med drugim in ker pazi moja obsedenost s tem... Kje sem bila? Ne vem, nekje mislim, da si obstajala. In na RTV-ju sem bila pred tem. Ja? Ker moja obsedenost s tem poslom takrat je postala tako velika, da sem jaz vse vedel. Jaz sem od pred 12 bil že zelo... Jaz vem, kako... Jaz sem se učil posla. Ne vedoč, da se pravzaprav konkretno učim posla, da to ni normalna stvar, ne? Da jaz zdaj kar vse vem, pa kako je treba to polno. Plus, da sta Miki in Tanja ogromno pomagala takrat, ne? In jaz sem imel že na RTV-ju intervjuje in na Pop TV-ju in hodil imel vsak vikend nastope in tako, to so bile res zadeve, ki so bile zelo, zelo, zelo resne. In sem se veliko naučil, ampak mislim, da kakor zna to biti slabo, da si tako mlad šel v to, mi je pa neko disciplino konkretno, kar se tega posla tiče, dal noter in mi nekaj stvari tudi urezali. A veš, jaz sem se takrat naučil, kako govoriti o intervjujih, ker je mene Miki recimo klical po telefonu in me dobesedno spraševal zelo težko vprašanje. Pa popravljal verjetno. Jaz sem bil pa star 12, ne? In potem sem se jokal, ko nisem znal kaj pravilno odgovoriti. To so take disciplinske zadeve, ki če se jih ne bi takrat naučil pri 12, to se težko pol človek pri 20, ker se že malo veš. Se lahko, ampak verjetno teže, ker je že malo bolj zakoreninjeno vse skupaj. Tako. Ja. Pa disciplina v smislu, jaz recimo na intervjuje ni slučajno ni, da bi jaz si sploh dovolil zamuditi. A jaz drugače tako zamujam. Danes pohvala kljukca, bil si točen. Ker to je mi urezano, veš, ta posel 20 let sem o tem in mi je urezano v kožo, pod kožo v žile in ni šanse. In, tako da je dobro tako mlad v bistvu tudi začeti na koncu dneva. Ampak tako kot si rekel, si se vklapljal in izklapljal, zato ker konec koncu ta zgodba ni potem šla do te mere, da bi se to kar nadaljevalo. Potem je prišla šola malo bolj resno, pa je bilo treba vse skupaj sklopiti? Ne, v bistvu je šola stvar, ki me sploh ni zanimala. V bistvu ne, želel sem si samo makniti. Želel sem si, prišel sem do 19. leta, kakorkoli sem jaz bil del show biznisa, mislim tudi, da ni pametno biti v nečem, če ti vidiš, da stvar ne funkcionira. Jaz sem bil potem že malo tako wanna be, ne. Zdaj, to ni prijetno človeku. Če spet sebe... Wanna be v kakšnem smislu? Imaš neko stvar, ko ti ustvarjaš fake hype, ne.
fake hype se je ustvaril okoli mene, nek strani založbe, kjer je želela najboljše, seveda, oni so delali svoj posel. A veš, da sem že uspešen pevec, nisem bil. Saj noben ni mojih pesmi realno toliko poznal. Poznal sem eno, ko sem bil mulc, Ta ljubezen, ampak kot ime David Grom je bilo takrat moje ime. Ni se nič zgodil, ne. Jaz... A ta Grom je tudi bil takrat strani založbe. Umetniški. Ja. A veš, in zdaj, če se nekaj ne dogaja, ti se 7 let trudiš, pravzaprav je vse šlo bolj kot ne nadol, ne, pomeni, da nekaj ne štima, ne. Jaz nisem točno vedel, kaj, jaz sem samo vedel, da to pač ni zame, ne. Konto, jaz sem si to vzel, da mogoče ta posel res ni zame. A pravzaprav sem rabo en konkreten premor, da se mal najdem, odrastem in da začnem bolj gledati, ne vem, v bistvu, da razvijem malo možgane, no. Ker je pa tudi slabo, da sem tako mlačal ta posel. David, včasih se zdi, upam, da bom dobro se zdaj izrazila, da me ne boš narobe razumel, ampak človek, recimo, če bi zdaj na ulici nekoga ustavila, ne, pa bi rekla Davida Maro, bi verjetno marsikdo rekel, ja, neki muska ali pa radio ali pa neki tudi zaradi socialnih omrežij in tako naprej. Se pravi, ne bi mogoče takoj na prvo žogo to bil odgovor, ja, vem, itak, Kercar in tako naprej. Po drugi strani pa, ko te pa človek da na oder in ko ti odpreš usta in ko ti zapoješ, pa ostanejo po navadi vsi brez besed, pa kako že rečemo, vsi se naježmo in potem lahko hvalospeve poslušamo še kar nekaj časa. Zdaj, nedolgo časa nazaj si imel en tak manjši koncert, s to res tvojo pristno, ta pravo publiko, ne? In takrat smo res lahko na socialnih omrežjih sam od tam gledali posnetke in poslušali lepe besede in lepe komentarje. Zakaj zdaj sem dala tako bolj, sem si vzela čas, da sem opisala to situacijo, zato ker se mi zdi, da aj potem v Sloveniji tako, da samo glasba in samo biti dober pevec pač ni dovolj. Ne, jaz mislim, da je stvar marketinga. Ker je pa, vse sem prej rekel za športnike, ono tretje, mislim, vse šport tudi rabi marketing, ne, na koncu dneva. So le sponzorji tudi zadaj, ne? Tukaj je pa marketing v drugačni obliki, kjer ti rabiš sebe malo bolj prodajati. Mogoče jaz nisem ravno zaradi svojega otroštva pristaš agresivnega marketinga. Ker ko sem pa se vrnil v Slovenijo po Angliji, ko sem živel 7 let v Angliji, ne, in takoj šel v znan obraz, sem bil pa del enega zelo agresivnega marketinga, kjer pa bi takrat vsi takoj, ja, David, a na živce mi gre, a pa on je to, pa ne. Ampak ta agresivni marketing je zame pretežek. Ne morem in zdi se mi tudi, da tudi na dolgi rok se iztroši. Moj marketing v tem trenutku so moji koncerti, so ljudje, ki pridejo iz mojega koncerta, ki govorijo, grejo od ust do ust, ne. Konec koncev verjamem, da ja, z mojega koncerta, zdaj, ki sem ga imel v Ljubljani, je prišlo tudi do tebe, do neke mere, ne. Ampak ne zelo tako, to morate videti, ne. Ja, nisi mi še iz paštete ven začel skakati. Tudi če bi, ampak če slučajno začnem iz paštete ven skakati, je to dobesedno ena stvar, na katero mogoče jaz nimam toliko vpliva in je to čisto organsko. Rad imam, da se stvari dogajajo organsko, ker sem to enega otroštva preživel pod sojem luči v nekem zelo lažnem hajpu. Ne maram tega, ne želim tega v bistvu. Želim, da nekaj pride iskreno strani ljudi in da, ker a veš, toliko lepo je vedeti, da jaz nimam agresivnega marketinga, že 2 leti pa delam samostojne koncerte, ki so vsi razprodani. Torej, če bi pa imel po mojem agresivni marketing, bi pa mogoče teže razprodal. Ker moja publika ne želi tega od mene, ker oni vejo, ko jaz pridem na oder, da sem ravno to jaz, da jaz to sem. Kako bi pa rekel, ali pa kako bi komentiral ta hype, ki se zdaj dogaja z Jakovem? V bistvu sem ga spoznal tudi, smo bili skupaj na Večernjakovi ruži v Zagrebu. Ja, veš, jaz ne vem, če bi pri 20-ih jaz to lahko handlil. Evo, iskreno, ne. To tudi rečem, ko je tudi njegova frendica, best frendica, ki mu je tudi napisala pesem z mano v šovu, Laura. In tudi njej sem rekel, a veš,
kako to handla, jaz to pri 20 ne bi mogel. To si zelo mlad, veš, konc koncev si še zelo, ne, mislim, si zgrajen, ampak nisi zgrajen, ne, in svaka mu čast. Jaz sem zelo vesel, da se meni to ni zgodilo takrat. Čeprav vsak hrepeni po nekih večjih zadevah in tako naprej, nisem prišel še do tega regionalnega uspeha kot on, pa ti mogoče ne morem z te perspektive niti reči, kaj to pomeni. Jaz samo vem, da jaz in moja duša bi to zelo težko handlala. Bolj sem tudi mislila, recimo ta vidik, ne, da ko vsej tej prepoznavnosti pa še ozraven seveda tudi, jaz jim rečem, povratne informacije ali pa če sva domača kritike. Okay. A ne? In v bistvu po eni strani razproda dva dni Stožic, pa še tudi marsikakšne druge velike dvorane in tako. Po drugi strani pa potem zlobni jeziki se seveda takoj oglasijo in govorijo, ja, ampak se kaj, on pač tam od tujih izvajalcev poje na ta račun polne dvorane in tako, zakaj to tebe sprašujem? Zato, ker pač tudi ti sam seveda zapoješ kakšno od drugih izvajalcev. Zelo rad. Tako, zelo rad, pa hkrati jih ne imitiraš tako, kot jih pač recimo v oddaji, ampak daš nekaj svojega to noter, kar verjetno počne tudi on. Tudi on to dela, ja. Se v bistvu zelo veliko ljudi najde neko stično točko naju dveh, on je te 12 let mlajši, ne? 13 let mlajši, pa sva samo na drugačnih obdobjih življenja. Jaz mislim, da se ljudje zelo preveč s tem ukvarjajo. Če publika kupuje karte in prihaja na koncerte, jaz mislim, da je to legitimno. Sploh na način, na kakršen se je njemu zgodil uspeh. To ni uspeh, ki se je zgodil na način, da je to bilo neka mega produkcija, seveda zdaj je, ne? Ampak da je neka mega založba bila za njim in zdaj so oni nekaj lažnega prodajali. Mislim, da uspeh je ravno v tem, da je on to uspel narediti v zelo organskem načinu. Ne? Tisti ljudje, ki komentirajo te zadeve, so pač samo neizpolnjeni ljudje. Kako se sam odzivaš na povratne informacije ljudi? Glede mene? Poskušam se malo izolirati od tega, ker se mi zdi, da kakorkoli sem le človek in me zadeve tudi prizadenejo, če kaj tako nekaj pikne, ne. Tako da se poskušam malo paziti, no. Kakšne 2 leti, 3 leta že ne berem recimo sploh komentarjev na Facebooku, naprimer, ne. In me niti ne zanimajo več, toliko sem se sprogramiral. In od takrat naprej jaz živim v bistvu zelo bolj svobodno kariero. Ker vpliva, veš, nekdo ti nekaj reče in tako naprej in je kar težko, no. Ampak vse bolje, no. Mislim, da bolj, ko sebe spoznavaš, ti je vse lažje, ali pa bolj, ko sebe spoznavaš, bolj si dovoliš samo sebi reči, da ni nič narobe, če te prizadene, no. Če bi zdaj imel to možnost, da imam jaz recimo eno tako čudežno palčko, veš, pa da malo začaram, pa greva midva kar nekaj let nazaj, pa obiščeva zdaj ne vem, 6-letnega Davida ali pa 5-letnega. Kaj bi mu zdaj najprej rekel, ko bi ga zagledal? Da je... Da, čakaj, težko vprašanje. Pa v bistvu so ga tokrat že postavili. Ampak veš, kaj so postavili? Ponovadi mi postavijo, kaj bi rekel, 12-letnemu Davidu. Mene zanima, on, kaj še ni imel. 6 je pa zelo drugačna, ja. Ker sem bil v nekem drugačnem pri 6 letih. Da je okej biti čustven. Ker sem jaz zelo čustven. Včasih sebe smatram, oziroma sem dobil občutek, da celo preveč. Mene veliko stvari jim prizadene. Pa ne v smislu, joj, grozen mi je videti, ko je potepuška mačka na cesti. Seveda, da mi je grozno, to je že stvar empatije, ampak mene prizadene, kako se ton od nekoga, kako se z menoj pogovarja. Pa sem zelo... Jaz iz tega potem črpam sicer pesmi in interpretacije in ko pojem na odru, jaz dam emocijo zaradi tega v to. Ampak, ko sem bil 6 let star, nisem razumel, da je to pravzaprav neka moja supermoč. In, spomnim se, da je napisala učiteljica poročilo v šoli
ker se mi zdi tudi, da učitelji morajo malo vedeti, koliko so ta poročila pomembna. In je napisala, David je vedno nasmejan, težje sprejema poraz in ga hitro prizadanejo stvari. In me je to recimo zelo tudi ostalo, ker je tako. Mi, ko smo igrali med dvema ognjema v šoli, sem jo zelo težko sprejel to, da ni moja ekipa zmagala. Ker sem imel neko strast do tega, da se pokažem najboljši, kot sem. In potem sem pa pridobil ta strah, da se bo, ko se bo videl, da sem čustven, da je to pač narobe, da me prizadanejo zadeve. Tako da bi mu rekel, da A si potem tudi doma poslušal, fantje ne jokajo in podobno? Ne vem, če so kdaj kaj tasga rekli, ampak mogoče v smislu, mi smo balkanska družina, in pri nas seveda niso čustva stvar, o katerih se pogovarjaš. Mogoče celo to, da sem bil takrat svojo založbo, sem nastopal konec koncev po celi Sloveniji, sem vsak vikend se vozil z Mikijem in Tanjo takrat, ki sta se ogromno pogovarjala z mano. In sem jaz na tak način pridobil ta del, da se je o stvareh potrebno pogovarjati. In verjetno ne bi sploh prišel do tega, če bi, pa sta moja starša izjemna in vse, ampak če bi ostal samo v okolišu svoje družine. In bi mogoče celo, Bog ve kam zapadel, zato ker bi bežal od tega, da me pravzaprav od tega, da mi ni globoko v sebi v redu, da sem tako zelo čustven. Če pa se vrnemo samo na to, kar sem rekel, poraz, tretje, kaj je napisala učiteljica, ko sem bil, zdaj, to se vrača in zdaj sem recimo v tem šovu, kjer sem star 33 in če kdaj ne bežim zdaj od neke svoje resnice in svojih čutenj. In jaz sem vsak teden na tisti zofi ocenjen. In zdaj včasih je to nepravično tudi, ali pa ne. Ampak meni kdaj se tako zdi. A veš? Kdaj se ti je tako zdel? Ne bom. Mal. Ne bom. Kdaj si želel drug komentar, kot si ga dobil? Ne. 20 let sem v tem poslu, naučil sem se ne dati odgovorov. Ampak ne, naučil sem se eno stvar, tudi zdaj v tem šovu. In zanimivo, da si mi rekla za tega 6-letnega Davida, ker sem se zdaj to šele dokončno naučil. Če si kdaj razočaran, je to tvoja pravica, da se ti na obrazu vidi, da si razočaran. Če ti gre na jok, da te nek komentar se te dotakne, je tudi to tvoja pravica. Jaz sem dal kri in znoj vse to, da oddelam vse najboljš, kar lahko. Po cele dneve, vstajamo 5 zjutraj za vaje, ne spim, celo življenje sem v tem poslu, dajem vso svojo dušo v to. Jaz mislim, da je edina normalna stvar, da če ne pridobim rezultata, ki sem si ga želel, da me bo prizadel. Ampak, tle je vsak teden, potem sem pa naslednji teden najboljši. In to gre gor in dol. In ti moraš to zelo regulirati. In se spomnim, ko sem gledal eno oddajo, ker sem bil na kavču in mi je en žiran dal zelo malo točk. Še vedno nepravično. Ker potem ta nastop je šel tudi zelo viralen po Srbiji. Ki mi je dal tako malo točk. In sem gledal to in jaz tako, ste li videli vi ovo, kako mi se na faci vidi. In potem mi je nekdo rekel, a šta hočeš, da se smiješ? Neko ti da najmanje bodova, nekdo ti da najmanj točka, ti si sad, da se smiješ, Seveda, da ne. Vse Cristiano Ronaldo tudi po vsaki tekmi, ki jo izgubi, joka. Tudi njega to prizadane. Ker se mi zdi to fair, on je tudi dal vse v to. Tako da ta moj 6-letni David naj se mal ne boji svojih čustev in ne ve, da je to njegovo glavno, res glavno orožje. Kdaj bi rekel, David, da je prišla tista ta prava samozavest? Ker verjetno... Se še ni. Aha. In mislim, da če jo bom najdel, bom rekel tako. Jaz mislim, da edina prava samozavest, ki jo čutim, je na odru. Ampak na odru mojih koncertov. Recimo takrat čutim, da vladam.
v enem zelo takem lepem občutku vladanja. Vladam in publika vlada meni. Da ni nobene igre premoči, tudi jaz sem zdaj tle, da se pokažem. Ko si že enkrat rekel, princ sem jaz, oni pa kralj in kraljica. Tako. Ne? Mislim, da je publika ena stvar, ki, če je prava publika, je to tvoj prostor samozavesti. Da pa si zdaj ti stalno samozavesten, seveda, da ne. Jaz tudi tule zdaj sedim, govorim neke stvari, a veš, ampak na koncu dneva bom šel domov in bom razmišljal, a sem kaj rekel, kar mi ni glih najbolj, da bi na tak način mogel reči, a je kaj, kjer bi lahko izpadel bolj pameten, a je kjer bi lahko izpadel malo bolj tako. In jaz mislim, da to nekdo, ki je 100% samozavesten, ne bi delal. Ker recimo po svojem koncertu jaz tega ne razmišljam. Ampak vsem pa ne sedim s teboj vsak dan. Razumeš? Moji koncerti so pa že neka komfort zona, kjer jaz sebe dam 100% in čutim 100% samozavest. Tudi v tem šovu, ja veš, sem jaz na teh intervjujih in tako, meni je težko, ne, kdaj. Ti prej si rekla, govoriš v drugem jeziku. Pa prevajam, pa kako bom zdaj izpadel, a hkrati moram biti samozavesten, ker je to potrebno za ta posel. Da ti nisi zdaj tam nek jadnik. Ne. Ko da iščem balans, no, s to svojo samozavestjo, vsekakor pa vem, da nisem tako nesiguren, da bi dovolil, da ta nesigurnost pride ven kot zagrenjenost, kot neka jeza, kot neka negativna energija, ampak so to neke nesigurnosti, ki mislim, da so ravno prav tu, zato da ostanem še kako zelo prizemljen. O zasmehovanju in o kritikah sem uvodoma pač povedala, da je to tudi en del tvoje zgodbe, ki je bila ali pa je del tebe, ampak se mi zdi, da ravno zaradi vsega tega, kar se ti je v otroštvu dogajalo, pa potem mogoče kasneje tudi, da si danes to, kar si. Misliš, da bi bil isti David pri 33 brez takšne izkušnje? Jaz tokrat razmišljam o tem. In koliko huda so bila ta, recimo? Tako, huda. Mislim, da je tudi stvar percepcije. Jaz samo se mi zdi, da nekateri, če bi recimo imel, to se bo zdaj zelo slišal, kot da ljudje, s katerimi sem takrat delal, niso svojega posla. Jaz mislim, da so, recimo moja založba je opravljala takrat najboljše delo, kar so oni tudi znali. Ne? Mogoče pa so samo neke zadeve, kjer bi jaz tako mlad lahko slišal kakšne stvari, ki bi mi kar olajšale, da ne bi se počutil zasmehovan, ampak bi pravzaprav se počutil kot nekdo, ki je nekaj vreden. Ne? Čeprav sem imel tudi z njimi takrat ogromno pogovorov glede tega, ampak ni odobrilo sadov. No. Mislim, da ja, je bilo potrebno, da sem nekdo, ki ga ljudje niso niti jemali resno, tudi potem v starejših letih. Jaz mislim, da je predvsem to tudi zato, ker tudi sam sebe nisem na nek način jemal resno, ker sam sebi to tudi nisem dovolil. In da je brez tega, ja, seveda ne bi bilo to, kakršen sem zdaj. Ne. Me pa zanima, no, vprašam se, če ne bi recimo šel takrat pri 12 v to televizijsko oddajo in že bil mladi pevec, ki je z založbo, kako bi jaz samega sebe razvil in v kakšnega glasbenika. Jaz sem se tako mlad naučil show biznisa. Glasbenega dela, glasbeni del mi je pa manjkal. Mene pa samo glasbeni del izpolnjuje. Ne, mene show biznis ne izpolnjuje. Tako da mislim, da je ta vrstni red morda za mene bil problematičen. In mislim, da se bi to moja založba zdaj tudi strinjala. Da je pravzaprav meni veliko bolj bilo pomembno, da se jaz prvo šolam kot pevec in glasbenik in potem učim show biznisa. Je pa kle bil vrstni red drugačen. Jaz pa ne morem v show biznisu sebe legitimno ljudem predstavljati, če nimam neke glasbene podlage. Vsaj jaz tako delujem. Počutim se neadekvaten, kako se reče po slovensko, nekvalificiran. Pa je potem ta podlaga prišla s tujino spet. Tako.
Pol sem pa šel v Anglijo in tam pridobil kar nekaj znanja, 6 let sem se tudi obkrožil z samimi ljudmi iz glasbe in živel ta svet 24 ur na dan. In res imel odličnega mentorja, ki mi je ogromno pomagal, tudi vokalne tehnike in tudi sam sem se o tem naučil. Vse, za kar v teh letih show biznisa, ko sem bil mulc, nisem imel niti časa, ker je bila šola ali pa nastopi. Jaz pa sem nekdo, ki mora se počutiti kvalificiran za nekaj, da lahko potem samozavestno stopi. Ker tudi, ko si kvalificiran za to, se ti že nekje globoko počutiš, da mogoče pa nisi glih najbolj. A si perfekcionist? Ja in ne. Odvisno od čem. V interpretaciji, v glasbenem smislu sem, v odrskem smislu. Recimo, moj koncert mora potekati tako, kot sem si jaz zamislil. In moja ekipa mora vedeti, kako stvari tečejo. Zdaj, moja ekipa je zelo mala. Z razlogom, ker vem, naučil sem se tudi, da ena oseba, čigar energija mi samo nekaj malo ne, res ne potrebujem. Rajš imam 2 človeka in je to dovolj. Tako da nisem pa toliko perfekcionist, recimo, da zdaj moram, ne vem, takrat, če smo mi rekli, takrat bo išla pesem, pa da je tak in tak projekt mora izgledati tako in tako, pač to me ne zanima. Videospoti, recimo, so mi eno breme. Videospot mi je nekaj, kar ne maram delati in je nekaj, kar v bistvu mi je nujno zlo za ta posel in čim lažje, ki ga je posnet, bolje mi je. In nisem nikakršen perfekcionist. Sam da gremim. Sam da gremim, pa da sem jaz tam sproščen. A veš, mi gremo snemati zdaj maja en spot na morje. Super, morje imam rad. Kako lahko to naredimo, da bo najlažje? Ker vem, da moja publika od mene želi dobro pesem, dober glas, ampak si pa tudi želi mene, ki bo dejansko izžareval energijo, ki je pozitivna in neka srečna. Jaz imam neko, to so mi drugi ljudje rekli, neko pozitivno energijo in to lahko dobim samo, če ne snemam prezahtevnih koreografij. Videospotov in vsega ne maram. Koliko ti recimo danes še vedno da kakšne nasvete ali pa mogoče ravno za kakšno snemanje videospota, kako se še bolj sprostiti in tako naprej, da glasbena kolegica Ines Erbus recimo Tjaša in Uroš. Veš kaj, tako bom rekel, jaz velikrat pokličem tudi Ines recimo v smislu svoje mnenje glede te in te pesmi. Moram pa reči, da sem pa tudi razvil nekaj, kjer to tudi zelo manj delam. Ker hitro se najdemo tam, kjer, in to sem tudi njej rekel, da tudi ona malo manj začne delati, ker hitro se potem najdeš v tem, da malo daš preveč na mnenje potem? Ja. In potem zaustaviš en proces ustvarjanja, veš, potem že govorimo o tem, da zaradi tega, ker neki 100% ne štima, ta ena pesem potem traja mesec pa pol dlje, da izide. To pa je v tem poslu kar dolgo obdobje, ker potem tudi naslednjo že zaradi tega bremzaš. Tako da seveda tudi zdaj, ko bom izdal zdaj eno pesem, tudi seveda sem dal za poslušati in vse, se pa poskušam glede tega malo omejiti. Mislim tudi, da je to pametno in zdravo, ker tudi to je en del, ki sem se mogel sam sebe naučiti, da sebi moram najbolj zaupati. Ta en občutek, ki ga imam, ki me ni še toliko prevaral, mislim, da je najboljši. Ste pa še vedno družbica, ki nas kdaj lahko na socialnih omrežjih potem preseneti s kakšnim domačim videom, kako se zabavate. Ko si rekla domačem vižo, sem mislil, da boš rekla. Pa tudi, ko sem rekla domač video, mogoče se ne sliši najbolje, ampak ja. Ne vem, kakšno imate tematiko. Ne, bolj govorimo o raznih, vem, da ste enkrat neka rojstne dneve ste praznovali, pa ste potem en drugmu presenečenja ustvarjali in tako. Jaz sicer te neke stvari zdaj osebnega življenja zelo manj delam. Zelo tako je tudi stvar, ki me je kar izčrpavala. Ker obdobje smo mogoče že celo lahko malo mislili, da greš malo v ta vode, vplivnežev in tako. In je to v bistvu stvar, ki mi je kar ustvarjala pritisk in jaz pravzaprav sem
najbolj dlje od tega. Pravzaprav sem jaz to najmanj, ampak takrat je bila korona, stvari so se dogajale, kjer si ti na nek način, o tem govorim, takrat sem bil še mal v tem agresivnem marketingu, le da si Viden? tako, le da si aktualen, ker sem tako tudi bil naučen kot mulc, ne, da je to edini pravi način za ta biznis. Čeprav sem se naučil zdaj, da tišina je veliko močnejša in tisti ljudje, tudi publika, ki ostane v tvoji tišini, je pravzaprav tista publika, ki je tvoja publika. Tako da ta del nekega deljenja svojega osebnega življenja, čeprav moja PR-ovka mi je dala vedeti, da bi bilo dobro, da kaj malo več objavljam in dam ljudem malo več sebe in se s tem strinjam, iščem še pravi balans, ker sem se toliko preveč dal. Ko sem bil mlajši in potem najdu en mir, ker se bojim, da ga bom izgubil. Ampak mislim, da obstaja pravi balans in da se na koncu dneva, kdor zares prisluhne, tudi zdaj s tabo, ko se midva zdaj pogovarjava, me pravzaprav bo še celo bolj spoznal, kot pa v tistih časih, ko sem bil tako imenovano vplivnež. S čimer nič ni narobe. Tudi to bi rad poudaril, ker ljudje imajo zelo neko črno piko na to, kaj to pomeni vplivnež. Jaz samo to nisem. Meni je to bilo zelo težko in vsaka čast vsakem, ki lahko to dela vsak dan, ker to ni lahko delo. Res ni, no. Zdaj, ko govoriva o tem, da je glasba tvoja pot, pa o tem, da si se to, kar poudarjaš, skozi leta naučil, pa neki agresiven marketing, pa neki je tak, ko bi si ga ti želel. Kaj pa je tvoj nek tak tihi cilj, če rečeva, ne vem, čez 5 let? Karierni? Seveda. Sej, jaz samo veš, tudi to je stvar, jaz sem tak vedno v karieri. Nikoli nisem želel tega reči na glas, zato ker sem se bal pravzaprav, da je to nekaj, kar da bom jinxal in da je to nekaj, kar je nedosegljivega. Jaz pa mislim, da obstajajo hale, ki bi si jih želel napolniti, kamor bi si želel svojo publiko povabiti, da pridejo. Tako da recimo v manj kot 5 letih bi si želel definitivno koncert recimo v Križankah. To je ena stvar, ki jo gledam od malega. In nikoli nisem bil blizu temu, kot pa recimo v teh zadnjih 2 letih, ko sem začel graditi svojo koncertno publiko in vidim, da je to stvar, ki je dosegljiva. Že recimo, ko sem City Teater razprodal, je to bilo brez enega kančka, takrat sploh še PR-ov, ki je imel nisem. Ne? In to je bilo brez enega kančka PR-ja in marketinga narejeno. Torej, kaj se še vse lahko naredi, če ti ustvarjaš neki svojo publiko, ki ti sledi. Ne? Pa ne slepo sledi, ampak sledi zelo zavestno. Tako da sem se bal to na glas reči, ampak Križanke so recimo ena stvar, ki bi si jih zelo, zelo želel odkljukati. In mislim, da če bom lepo in pridno delal in če bo moja publika tudi to z odprtim srcem sprejela, verjamem pa v njih, nas to tudi čaka. No. Sicer pa po celem Balkanu obstajajo hale in dvorane, no, kjer bi si želel narediti samostojne koncerte, ama romantike. Ne? A si mogoče kadarkoli zdaj v tem zadnjem obdobju, zadnje 4 mesece, kar si del hrvaške oddaje, živiš praktično v Zagrebu in tako, a si kdaj pomislil na to, kaj če bom jaz na Balkanu ali pa v drugih državah naše nekdanje skupne države bolj priljubljen, bolj zaželen kot pa doma? Ne. Mislim, jaz sem razmišljal o tem, ampak jaz si prvo želim biti najbolj priljubljen doma. Jaz se mi zdi, da je mi se vedno potem vrnemo domov. Ne? Vse konc koncev, tudi dom kot dom, že ko greš ti v odnose v življenju z ljudmi, se vedno vračaš potem, kjer si najbolj ljubljen, če imaš le to srečo, doma. Če pa nimaš te sreče, pa prehrepeniš potem
da si pravzaprav najbolj ljubljen doma. In jaz ne želim hrepeneti po tem, da sem najbolj ljubljen doma, ampak si pravzaprav želim doma ustvariti eno svoje gnezdo, ki je najbolj pomembno. In jaz tudi zdaj, ko sem v Zagrebu in se odpira ogromno priložnosti in ogromno stvari, ki znajo mojo kariero zelo lepo dvigati in tako naprej. Ampak če jaz sebi ustvarim eno svojo bazo doma, jaz mislim, da je to nezamenljivo. In da je tudi močnejše kot pa katerakoli baza druge. Jaz sebe smatram otrokom Slovenije, ne glede na to, da izvajam glasbo v srbo-hrvaščini. Ampak jaz zelo dobro vem, kje je moje srce, ker sem šel že povsod. Zdaj živim na Hrvaškem, živel sem nekaj časa tudi v Trstu v Italiji, živel sem v Veliki Britaniji. Jaz točno vem, kje je moja kultura najbolj dobrodošla. In vem, da je moja kultura najbolj dobrodošla doma v Sloveniji in to je tisti odnos, ki ga želim tudi zelo negovati. Zato sem ti rekel tudi prvo Križanke, ne Sava center v Beogradu. Pa si želim tudi Sava center, seveda. A bi rekel, da se v tem jeziku lažje izražaš? Ja. Jaz mislim tako, mi smo doma, moja mama ni govorila v slovenščini doma, ne? Če pa je bilo pa to zelo slabo. Še dan danes. Je bolj slabo. Ampak doma z mamo govoriš zdaj slovensko ali ne? Ne, mislim mešam. Mešam z njo in malo mešano na žaru, malo pljeskavice, malo čevapa, pa pol pride vmes še prekmurska gibanica iz ne vem kje. Tako da... En tak tutti frutti pol. Ja, edini moj oče recimo pa zna zelo pravilno slovensko govoriti, zato ker je v gostinstvu in mu je to bilo tudi pomembno. Tako da, ampak smo vseeno odraščali z glasbo, ki... A veš, jaz sem se naučil o slovenski glasbi, ko sem kot piflarček vstopil v ta biznis pri 11, 10 letih, 12 letih. In potem vse naučil se, kdo so Vesele Štajerke, kdo so Gamsi, ne vem, če so sploh obstajali takrat, kdo je že bil takrat, kdo je Jan Plestenjak, kdo je, a veš, jaz kot mulc, star 6 let, 7, 8, 9, 10, so to samo bila imena, ki so v meni bila samo zadnji, zato ker so v šoli o tem govorili, ne. Doma pa verjetno niste Vesele Štajerke poslušali? Ne, doma sem jaz pač poslušal Dina Merlina, Halida Bešliča, Lepo Breno, a veš, to so stvari, ki so bile moje otroštvo in je pač prišel čas, ko nisem več od tega bežal. Sem pa dovolj tudi znanja pridobil vseeno glasbi slovenski, ker sem pa vsem pri 12 všel to, pa tudi naredil album s samimi slovenskimi pesmimi. Tudi imam en hit slovensko pesmijo, Ta ljubezen, otroški, da še vedno zapojem tudi slovensko pesem, recimo. In edini žanr, kamor se jaz v slovenščini nekako v tem trenutku vidim, je stvar proti slovenski popevki. Zato zelo rad zapojem Šopek Maka, recimo, je na pesem Vrača se pomlad. Pravzaprav pesmi, ki so zelo velike, ki imajo neko moč konkretno, tam čutim mogoče emocijo Slovenije, ki je morda v nekih drugih pesmih na mojo žalost, ker drugače bi jaz tudi velikokrat bil bolj sprejet, na mojo žalost, oziroma bi se počutil bolj sprejet, je pač ne čutim. Ne? Tako da je srbo-hrvaščina tisti jezik, ki je moje otroštvo in moje življenje. No? A si trenutno v srečnem obdobju svojega življenja? Zelo. Kaj je tisto, kar te dela tako zelo srečnega? Tako, ampak ne v srečnem obdobju, da sem zdaj jaz nekdo, ki zdaj pada od sreče in da je to zdaj, pucam od sreče. Jaz mislim, da je sreča ravno ta, da vem, da to ni sreča. Da ni sreča to, da si ti zdaj skozi nasmejan, da si ti skozi dobre volje, da si ti skozi razpoložen. Nisem skozi razpoložen, niti za pogovore, niti za to, ampak poskušam pa živeti eno življenje avtentično samemu sebi. To je zelo težko. Zato, ker iz tega razloga postajam tudi težji za delati. Za tiste ljudi, ki niso pravi zame. Ampak postajam težji za sodelovanje. Postajam težji za kompromise.
postajam težji za medljudske odnose, ne? Ker tako sem tako pač, ne, to mi ne paše, ne, to je tako, razumeš? Ampak je vredno, zato ker na koncu lahko rečem, da zelo lepo zaspim in zelo lepo se zbudim. A veš, in to je pa stvar, ki pa je nisem imel pred leti in sem pravzaprav spoznal, da sem kar nekaj let bil v bistvu zelo tako, kar mal nesrečen. Če ne celo, sem celo življenje živel v eni nesreči. Mogoče celo bi človek rekel proti neki depresiji, ker sem zelo neautentično sebi živel. Ko pa sem to spremenil, sem pa se naučil in videl, kaj pomeni, ko ti zaspiš lepo. Še sem imel zelo probleme s spanjem, kaj je, ko se ti zbudiš lepo, ko preprosto čutiš mir. A si kdaj v življenju poiskal pomoč zaradi stvari, ki so se ti dogajale, recimo? Tudi, seveda, je bilo potrebno, ampak šele takrat, ko sem vedel, da nekaj ni v redu, da se pač počutim malo tako nekako, da se neke stvari ponavljajo, ne? Da sem jaz zelo tako postal preveč. Čutil sem, da to ni ta sreča, o kateri ljudje govorijo, in ta mir, a čutil pa sem, da ga imam v sebi, ampak kar ne morem priti do njega. Ne? Bi pa rekel, da kakorkoli pomoči, ki sem si jih jaz našel, in vse to ima nek smisel, ampak jaz dam roko res zelo tako nesebično sebi, ker so stvari, ki pa sem se moral glede njih pogovoriti sam s sabo doma. A meditiraš? Ne, sovražim. Sovražiš? Lej. Zakaj? Ker ne moreš biti pri miru? Moraš biti pri miru in tudi veš, jaz se počutim zelo tako, takrat težko izklopim možgane in se počutim, da sebe manipuliram v to, da moram biti miren. In iščem pravzaprav manipulacijo, ker to je na nek način tudi mala manipulacija samega sebe nekje drugje potem. Kot naprimer, mene pomirja morje. Se ustavim ob morju, dal sem si zadnjič, sem šel na Krk za 2 dni, ko je bil velikonočni vikend, smo imeli tudi pauzo od snemanj in sem šel na Krk, se usedel zraven morja in dal slušalke Meri Cetinič More. More, 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 more. In jaz tam sedim in in slišal sem malo valove. Pa malo so še v pesmi noter, ne? Tako, ker mene samo glasba pomirja. Pa ne glasba, ki je zdaj narejena za to, da mene pomirja. Ta me nervira. Ta me ful nervira, pa sem ful želel in občudujem ljudi, ki to zmorejo. Ki zmorejo, a veš, zdaj bom pa pri miru in bom šel v Turški, ne? Ja, in bom sam s sabo. Tako. Kera je pa še, recimo zdaj tako na prvo žogo, poleg te, ki si jo zdaj delil, da te pomirja, kera je še takšna, ki bi rekel, da te napolni? Pa ni nujno, da te pomirja, lahko ti da nekaj. Pozitivna, ne? Ja. Karkoli je v duru. Rekel bom tudi to, postalo je popularno. Včasih se poslušam in sem tako... Jaz sem velik filozof in pol se najdem kdaj, kako grem v neke globoke misli vedno. Včasih se mi zdi, da je popularno postalo zelo živeti oziroma delati glasbo v molu. In živeti tudi pol življenja v molu. Bolj, ko si v molu, to je glasbeni izraz, mol so bolj temnejši toni, ne? Medtem ko dur je pa sreča, je pa happiness. In za marsikoga se mol samo to se zdaj sliši kot da je tako, ampak mol je tista malo bolj protialternativna, malo bolj globoka glasba, dur je pa malo tako hojladra, ne? In jaz si zdaj izbiram glasbo, ki je v duru, ker sem vmes šel v nek mol. Bom pa rekel, da vse te pesmi, ki so v tem nekem molu, potem se tudi prenesajo na tvoje življenje in potem tudi živiš tako življenje, malo bolj mistično in malo bolj ne srečno, ampak kako prava beseda, nesrečno.
Evo, tako bom rekel. In moraš zelo paziti, kaj poslušaš. In jaz grem v dur, iščem najbolj cheesy pesmi v duru. Pa tudi, če so balade, da je to meni umami nek nasmeh. Se ti ne morem dati primera, ampak ne vem. To se bo zdaj slišalo, ampak obstaja pesem, ki bo zdaj šla moja, pa to ni zdaj cross-promotion, ampak... Mal pa tudi lahko je. Ali pa recimo, imam pesem, ki je dejansko tako. Imam pesem, ki jo izvajam na koncertih in jo ima moja publika najrajši. Naslov je Možda da mi Bog zavidi. In ona je refren, ona je cela v duru. Potem sem pa jaz izdal pesmi tudi, ki so v molu. In te v molu nikakor niso prišle do publike moje publike. Zato, ker sem nekako, vse je človek dura in sreče. In ta gre, ta je, ne ostavljaj me sad, tek smo počeli, ne, ta je tako, ne. In iščem to, tako kot je Meri Cetinič, more. Če meni naredi to je prava pesem. In je ogromno. Včasih sam napiše songs in D major, in je to. Se v bistvu sem te čisto po pravico vprašala samo zaradi tega, ker sem upala, da bomo še kaj slišala, veš. Lej, vabljena definitivno na moje koncerte. Kdaj bo kakšen koncert? Zdajle ustvarjamo seznam, ker moram priznati tudi, da zaradi tega mojega udejstvovanja v šovu sem dal tudi pauzo na koncerte. Lahko povem, da v juniju prihajam v Radovljico. To vem, da si moji, ker sem drugače zbleda in si moji Gorenci to zelo želijo. V Radovljico boš prišel? V Radovljico pridem, tako da to še vse razkrijem tudi datum. Prihaja tudi Maribor v juniju, to so vse zunanji koncerti, bojo zelo lepi. Potem pa načrtuje še Novo mesto, potem pa v oktobru oziroma novembru si želim narediti spet en večji koncert, morda spet City Teater oziroma nekaj takega v tem stilu, kot je bil že lansko leto, ker se mi zdi, da si moja publika to tudi zasluži, pa tudi, da se spet predstavimo v neki drugačni obliki, ker sem jaz zdaj le malo drugačen, kot sem bil pa eno leto nazaj. Bo pa ostalo ime Ama Romantika. A veš, prej si omenil, da ti PR-ovka večkrat reče, da moraš malo več sebe deliti, ker to ljudi zanima in tako. Kam greš zdajle? Kaj kam grem zdaj? Zdaj, po koncu tega pogovora, kaj imaš kaj v planu za danes? Danes imam eno premiero, sicer v Zagrebu. PR-ovka mi je tako naredila, dober je bilo, greva naprej, super, ja? Danes imaš kaj? Jaz ostajam v poslu, imam eno premiero v Zagrebu. Pa daj pust pa zdaj posel, no? Koga boš zdaj najprej poklical, ko bo konc? PR-ovko v Zagrebu, ker imam PR-ovko tudi tam, kaj moram njo. Koga boš najprej pelil na kavo? PR-ovko tole mojo, seveda, ne, kaj pa drugega, ajde, prihaja z mano zdaj na kavo. Verjetno se jezine slišim potem. To je to. Moja mala težava je zdaj, da sem toliko v tem šovu, da ne vidim ven iz tega. Kaj najrajši ješ? Menja se. Mogoče avokado, brusketo zdaj zelo rad pojem vsak dan. Aha. Ne vem, če je dobro, da ga čisto vsak dan ješ. Ne, zakaj ne? Ne vem, ker pravi, da vse je zdrav, ampak veš, vseeno pa ni toliko fajn, ker vseeno vidiš, ne mi to govoriti, ker jaz potem se zdaj boš vse boš preučil, ne? Zanaliziram. Ok, dejva še čaki hrano sva. Koliko različnih krem imaš v kopalnici? Samo eno. Eno? Samo eno. Proti gubam? Ne še? Ne, mislim, hrani mi kožo. Aha. Ja, ni gli krena, no. Ni karena? Ni karena, je zelo dam na... Da te hidrira in tako. Zelo dam na nego, ker se mi zdi pomembno, da se dobro počutim. Koliko pogosto športaš? Premal zdaj. In to je premal. Premal zaradi tega šova. Kdorkoli si želi tudi malo delati na liniji, se mi zdi, da ne pride v šov Tvoje lice zvuči poznato, oziroma Znan obraz ima svoj glas. Ja. Ker sem recimo v tem šovu jaz kar zgubil 3-4 kile, kar se v meni, ki sem takle, ne, kar opazno. A drugače pa v fitness hodiš? Grem rad na štange, street workout, tudi v fitness, ampak zdaj 4 mesece, kar mi dobro pride za ženske vloge. To je res. Koliko pogosto bereš? Zelo malo. Filmi?
Zelo malo. Zelo malo. Okay. Zelo sem premalo. Rad najdem nek film, ki me intrigira. Zgledal sem na zadnje Koda, ne vem, če si gledala. Nisem. In je sicer o eni punci, ki je edina v njeni družini, ki ni gluhonema. In kako pravzaprav ona more za celo svojo družino stalno prevajati in biti kot njihov zelo čustven. No, gledam samo filme, ki ima ni mi hujšega, kot ko gledam slab film. Zato si želim pogledati tudi Belo se pere na 90. Nisi zdaj gledal? Zdaj sem 3 dni želel, ampak smo imeli snemanja. In nisem mogel, ker je bilo prepozno. Ker je to tudi film, ki so mi dali reviewje, da... Ja, ki je pač dejansko so same pohvale in mislim, da je bila celo zdaj rekordna gledanost, ko smo ga lahko gledali na televiziji. Mimogrede pripravi robčke, no, sam to ti bom rekla, glede na to, da govoriš o tem svojem čustvenem delu, naj ne manjkajo, no. Pa tudi, odvisno je, kdo ti tudi priporoči, ker recimo meni je to priporočala oseba ena, za katero vem, da sploh ni neki zdaj konkretno čustvena. In mi je rekla, da to se moraš točno iste stvari in potem si tako, pol bom pa gledal. Ja. Mal morava še zadovoljiti PR-ovko, likaš sam? Seveda. Sam likaš, pereš? Naučil sem se, jaz sem 5 let delal na banki in sem vsak dan likal. Tako da sem se naučil tudi male trike, kako likati, da je to čim hitreje. Kako? In kako... Drugič moram likalno desko prinesti, pa likalnik. Veš, jaz sem vsak dan ostajal za v službo in je bilo včasih se ti ni dal. Zdaj ne vem, recimo trik je bil, da sem potem tudi, da sem pač hitro dal samo ta zgornji del sem zlikal in potem dal samo rekelc gor in pač... In odspod bilo malo zmečkan, se vse noben ne bo videl. Bilo je ful težko, veš, pa tudi delal sem službo, ki je realno potem nisem želel več delati in je bilo že težje. A likaš vse? Ali si eden izmed tistih, ki sam srajce? Ne, veliko klikam. Veliko klikam, ker tudi moja garderoba to zahteva, sploh za koncerte, pa tako, pa hlače, pa tako. Ja, tudi to sem dojel, koliko je moda. Ne moda kot moda, ampak koliko je v bistvu, da se ti udobno počutiš v tem, kar si oblečen, pomembno za tvoje dobesedno vsakodnevno počutje. Najljubša alkoholna pijača? Rad se usedem ob pelinkovcu ali pa včasih mi Negroni zapaše. To si me presenetil, super. Kaj si mislila? Ne vem, marsikaj drugega kot pelinkovc, no? Ne? Štruka ker ne poznam ljudi veliko, ki pri tvojih letih, ki imajo to radi. Dober je za glas. Mislim, pa želočne težave tudi mogoče? Mislim, najmanj škodljivo je za glas v bistvu glih zdaj, da ne bo zdaj kdo mislil, da ne bova koga na kriva pota. Kaj pa, če greva stran od alkohola, čaj ali kava? Odvisno. Zdaj sem ob čaju, ampak imam zelo, zelo, zelo rad kavo. Romantika ali žur? Eno brez drugega ne gre. Najprej žur, pa romantika. Naj bo čim več žura, čim več romantike in čim več vsega lepega v tvojem življenju. David, hvala, ker si prišel. Stiskamo pesti še naprej za čim boljše komentarje v oddaji in za čim boljše... Teh je ogromno in je žirija kar prizanesljiva. No. In za čim boljše preobrazbe. Hvala ti zelo in hvala za povabilo. Pa glej, da bo to morava še. Ne? Pred križankam definitivno. Roka. Ti pa čim prej križanke naredimo. Ja, lej, moram v delo. Hvala še enkrat.